V Krškem uvajajo participativni proračun. V kmetijski zadrugi Krka o poslovanju. Dolenjski gasilci o svoji prihodnosti. Dober večer. V občini Krško imajo prebivalci 3 leta možnost svoje predloge, pobude, vprašanja in kritike objaviti na spletni strani. Občinske službe jih proučijo, nanje odgovorijo, nekatere tudi upoštevajo. Aktivnost občanov zdaj spodbujajo še z uvajanjem participativnega proračuna. Letos zbirajo predloge, prihodnje leto bo zanje rezerviran denar. Predlagatelj pobude je lahko posameznik ali skupina občanov s stalnim bivališčem v občini Krško in z dopolnjenim 15 letom starosti. Občani imajo poleg večjih problemov seveda tudi manjše probleme, take, ki jih morda prezreje tako občinska uprava kot tudi sama krajevna skupnost, želijo pa njihovo rešitev, zato naj bi se s temi projektnimi predlogi reševali manjše pobude, torej pobude, katerih vrednost se giblje med 5 in 15 tisoč evrov. Vsak projektni predlog mora biti v javno korist. Skupni znesek teh sredstev, ki so predvideni za leto 2020, je približno 140 tisoč evrov in sicer se približno 1/7 oziroma 20 tisoč evrov namenja vsaki skupini krajevnih skupnosti, teh pa je 7. Predloge bodo začeli zbirati 15. marca. Zato imamo posebej oblikovano spletno stran, kjer lahko občani predloge podajo na spletni strani ali pa seveda prinesejo osebno na pošto ali pa na krajevne skupnosti. Posebna komisija bo predloge ovrednotila ali ustrezajo razpisu, jih na spletu predstavila, junija pa bodo občani o njih glasovali. Tako preko spletne strani, kot tudi možnost bo glasovanja na posameznih krajevnih skupnostih. Potem bodo te projekti, ki bodo imeli največ točk, bodo pa osnova za umeščanje v načrt razvojnih programov. V občini je 16 krajevnih skupnosti, ki za svoje delo dobijo slab 1 milijon evrov. Participativni delež bo dodatek k tej vsoti. Takšno vključevanje javnosti je dopolnitev, ne more pa nadomestiti siceršnje procedure sprejemanja proračuna. Če se bo izkazalo, da je takšno sodelovanje dobro, bodo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Med pomembnejšimi naložbami v šentjernejski občini v tem letu je plinifikacija, za kar so s koncesionarjem Petrolom Ljubljana junija lani podpisali pogodbo. Prav tako bodo na trasi Šentjernej-Dobrava gradili vodovod v sklopu hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema. Ob obnovi dela državne ceste Šentjernej-Dobruška vas pa želi občina izboljšati prometno varnost vaščanov Drame, Roj in Mihovice. Na Drami in Rojah bodo uredili pločnike in avtobusna postajališča ter javno razsvetljavo, pravi župan Radko Luzar. Ta čas je v sklepni fazi priprava projektne dokumentacije. Naložba bo obsegala tudi obnovo ceste. Vemo, da je preozka, mora biti 6-metrski cestni pas in pa tudi plinifikacija in obnova vodovoda je planirano sočasno zgradne, tako da je investicija kar velika. Preplastili in razširili bodo odsek od konca Šentjerneja, torej od Podgorja do Škocjanske strani, nekje 5 kilometrov. Gre za zelo prometno obremenjeno povezavo. Vsi težki tovornjaki, vsi gre tle, v glavnem gre za industrijsko cono. Veliko si jih pa tudi izogiblja, cestnin. Pločnikov nimate tukaj? Pločnikov ne. Nimamo nič. Kako je pol varnostna situacija, sploh glede otrok recimo? Kriza, velika kriza. Se ga ne moreš peš spustiti po cesti otroka. In ravno otroci najbolj potrebujejo avtobusno postajališče. Župan ocene o vrednosti naložbe ni podal, bo pa ta nedvomno stala prek 1 milijon evrov. Tukaj se je nam mogoče malo zapletlo lastništvo zemljišč, ker vemo, da moramo dobiti soglasje od velikih lastnikov in to je zdaj v zaključni fazi, drugače bi to bilo že realizirano. Spornih je bilo 15 lastnikov, dodaja. Tle dol na tem koncu nema problemov, problem ima res tam gor na Rojih iz enemu lastnika, eden je tak problematičen.
V občini Šentjernej bi, če bi želeli urediti infrastrukturo v vseh vaseh, potrebovali med 15 in 20 milijonov, meni Luzar. Vseeno se bodo lotili še nekaj manjših naložb, denimo obnove ceste, izgradnje pločnika in širitve kanalizacijskega omrežja v dolini Stari vasi. Ostaja pa še večji nedokončani projekt, most v Mršeči vasi. To je trd oreh, ki nas bo stal tam okoli 1,5 milijona evrov, brez subvencij države ali pa nekih razpisov ta projekt ne bo realiziran. Medtem ko je projekt v idejni fazi, pospešeno iščejo možnosti sofinanciranja, dodaja. Kmetijska zadruga Krka zajema področje prireje mleka, rejo živine, v zadnjih letih pa postaja vse pomembnejša tudi proizvodnja vrtnin. Ta čas je eden največjih organiziranih pridelovalcev vrtnin pri nas in tudi v prihodnje ostaja to eden najmočnejših zadružnih programov. Lani so si v zadrugi prizadevali predvsem zato, da dosežejo pozitivno poslovanje. Pri poslovni sanaciji, tako direktor Anton Prus, je bila težava predvsem nerazumevanje bank, dobavitelji pa jih pri njej podpirajo. Postopku smo se lotili nekako bolj ostro oziroma grobo kot v prejšnjih letih. To pomeni, da smo začeli maksimalno rezati stroške storitev, seveda zmanjševali smo število zaposlenih tam, kjer je bilo to možno, zaprli smo nekaj poslovnih enot. To je na Grabnu ter v Škocjanu in Dragatušu. Število zaposlenih so z januarja lani zmanjšali 136 na 92. Zadruga še vedno beleži izgubo iz poslovanja. Je približno 25% nižje kot v letu 2017. Eden od razlogov seveda so zmanjševanje števila prodajnih aktivnosti, nekaj smo zmanjševali zaposlene, seveda pa tudi opuščamo nedonosne programe. Letos bo v ospredju finančna sanacija zadruge. Poudarek bo na izboljšanju sodelovanja s kmeti, saj morajo povrniti zaupanje v zadrugo ter postati celovit servis kmetov in članov zadruge, poudarja Prus. Cene so zelo nizke, tako da kmet mora zdaj dosti več narediti, kot je pred leti. Tudi cena mleka, recimo pred, ko sem slišal, šlo je v letu za 1 cent gor. Ali končno, kaj pa to pomeni kmetu? Na poslovanje pridelovalcev seveda vplivajo tudi vremenske razmere. Dolga in mrzla zima, ki je trajala skoraj do konca marca, ter dvakratna poletna toča sta predvsem na zelenjavi povzročili izpad za skoraj 150 tisoč evrov. 6 ekoloških kmetij iz okolice doline Krke v Ivanški občini sta združili ljubezen do pridelovanja, povezovanja in širjenja znanj o naravno pridelani hrani ter slovenska nadaljevanka Reka ljubezni. Ob nedavnem Jučičevem pohodu so na Slakovi domačiji, ki je prizorišče snemanja te nadaljevanke, ozaveščali o pomenu zdrave in doma pridelane hrane. 6 kmetij se je povezalo v neformalno združenje pod sloganom Eko ljubezen. Izhajali smo iz tega, da ekološko kmetovanje izhaja iz neke ljubezni do zemlje, do tradicije, ne skozi denar. Kajti, če bi gledali samo ekonomsko kategorijo, verjetno se tega ne bi šli. Ekološko pridelovati hrano ne moreš drugače kot z ljubeznijo. Ja, zato, ker moraš pozabiti na ekonomijo, moraš se zavedati tega, da najprej hrano pridela zase in za svoje telo in zase pač daš najboljše. In kar je pač viško oziroma da se preživiš, to isto prodaš drugim. Na teh kmetijah živijo ljudje različnih poklicev, nekateri se s kmetijstvom preživljajo, drugim predstavlja dodatno dejavnost. Vsem pa je skupno, da jim ekološko kmetovanje predstavlja način življenja in mišljenja. Mi se z ekološkim kmetovanjem ukvarjamo že nekaj let, tako da imamo certifikat in nam je bila ideja, da se združujemo, da se povezujemo enkratno. Združujemo se na neformalni način, na raznih predavanjih, na srečanjih in pa tudi na družabnih dogodkih. In na teh kmetijah se pravzaprav da videti, kako iz semena pripravi dobre sadike in potem pride do plodov. Se vidi na teh kmetijah, kako iz zrna pride do klasje in potem kruh iz peči. In še marsikaj se da videti. V ta namen so letos pripravili tudi razstavo Od zrna do kruha. Sicer pa je najbolj znana Slakova domačija, ki je ime dobila po glavnih akterjih priljubljene slovenske nadaljevanke. Nas so pa našli potem, da imamo pravzaprav relativno veliko lesa na hiši in na gospodarskem poslopju.
In prišli so posnet nekaj kadrov in zdaj smo pač, bi rekel, cilj mnogih obiskovalcev iz različnih koncev Slovenije, od Nove Gorice, Prekmurja in tako naprej. Obiskovalcev ni manjkalo niti ob Jučičevem pohodu, ko so pohodnikom ponujali slakov šmoren iz doma pridelane hrane. Regijska gasilska zveza Dolenjske je trenutno v dobrem stanju. Zakaj je tako, kako to ohraniti v prihodnje in katere so težave, s katerimi se srečujejo na dnevni ravni, so predstavili vodstvu Gasilske zveze Slovenije. Težave, s katerimi se srečujejo gasilci, so podobne v vseh regijskih zvezah. Mogoče je eden najbolj aktualnih problem, recimo nočni čas intervencije in pa potem jutranja služba. Zaenkrat do tega gasilci še nismo upravičeni, da bi bili upravičeno odsotni potem iz službe. Prav ta odnos, ki ga imamo v zvezi z statusom gasilca, mislim, da je vse posod aktualen. Drugače pa je namen današnjega obiska predvsem to, da se posvetujemo z bazo, da tudi v bazi pravzaprav najdemo določene rešitve za težave. Poleg tega imajo gasilci veliko dela tudi z novimi učnimi programi, ki so že v uporabi. No, jaz mislim, da gasilci na Dolenjskem smo kar zadovoljivo opremljeni, tudi zelo dobro usposobljeni. To sta pa tudi dva pogoja, katera dva morata biti obvezna za uspešne intervencije. Sedaj pa je po celotni Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Mislim, da je že sama uredba zelo jasna, prepoved kurjenja. Jaz mislim, da je potrebno počakati. Vidim tudi iz napovedi, da se za konec tedna napoveduje rahel dež, tako da če imajo karkoli za počistiti, za skuriti, potem bi res rekel, da je v tem trenutku to neprimerno. Prav zaradi te nevarnosti v zadnjih dneh gasilci ne spimo dobro, dodaja. Da bi se družili, izmenjali izkušnje in širili kulturo izdelovanja domačih salam, v trebanjski gostilni Meglič že 19 let pripravljajo lokalno ocenjevanje salam. Letos so prejeli 34 vzorcev, komisija pa je za najboljšo ocenila salamo Tomaža Krnca iz Sevnice. Na tradicionalni dogodek prinesejo vzorce salam predvsem iz Temeniške in Mirenske doline, pa tudi iz Šentjerneja, Škocjana, Šmarjeških Toplic in od drugod. Tudi prinesejo z Bizeljskega, tudi iz Škofje Loke. Letos smo dobili eno iz Slovenj Gradca. 6-člansko komisijo smo obiskali, ko je pokusila 20 od 34 vzorcev salam. Imam občutek, da so zelo v redu. In tako, če se spomnim na lansko leto, je kar podobna situacija. Je pa tudi tako, recimo včasih kakšna je mečken še nezrela. Sicer sem opazil samo dve, da niso dosti zrele bile do zdaj. Da pravočasno dozorijo, je treba salame začeti izdelovati najpozneje novembra, saj zorijo 3 mesece. Sicer pa so letos v komisiji opazili, da niso vse doma pridelane surovine. Se pravi, domač prašič, domač fotar, da so najbrž tudi kakšne surovine, ki so bile pripeljane recimo z farme ali kakorkoli. In mislim, da je tam pri teh okusih, ki so bili malo slabši, da je to. Sicer pa je pri izdelovanju salam najpomembnejše ljubezen, delo. Vsak dan se pravi prič tudi surovina, pa kvaliteta, se pravi priprave, čistoča, priprava, tu se vpliva, pa da z občutkom delaš to. Debelejša je salama, več je dela z njo, dodaja. Ko rečejo ženske z rožem, se moraš pogovarjati. Isto se moraš pogovarjati s salamom, vsak dan. Komisija je sicer ocenjevala zunanji izgled, vonj, strukturo in okus. To so bile vsebine današnjih novic. Hvala za pozornost in nasvidenje spet jutri.